Evo, Dejan je danes že krasno besedo izrekel, za srečo je potrebna svoboda, za svobodo je potreben pogum. In jaz sem izbral pogum, ker je naša predavateljica Jerneja Tomšič včeraj odpovedala in sem preko noči se odločil za temo in sem pripravil aktualno temo, kajti 29. marca pravijo v naši državni upravi, boste lahko, bodite pozorni na semantiko, zaprosili za osebno izkaznico. Se pravi, nihče vam tega ne nalaga, ne zakon, nihče, zaprosili boste. Prosite za cepiva, prosite za tablete, prosite za vse proste, za vse se svobodno odločate. Danes bomo govorili o biometrični osebni izkaznici, to se pravi, gre za osebne podatke, ki so neizbrisljivi. To je naša lastnost, to smo mi, iz tega smo narejeni. Namreč država biznisira z nami. In nekega dne se bo zgodilo in vas bo računalnik pozdravil. Good morning, Alice Center, what is your main focus today, for today? Touch your chip. COVID-19, ki mu daš samo črtico in dobiš gov, nisem dal pike, ID 19 in te bo spustil v računalnik. In na drugi strani bodo točno vedeli, kdo si, kaj gledaš. Na drugi strani bodo natančno vedeli, s čem se ukvarjaš, po čem brskaš in tako naprej. A lahko nekdo izključi mikrofon? Čakajte, bom jaz tole, če se da. Hvala. No, ta good morning, je sicer lep pozdrav, ampak odvisno, kdo tega zaželi. Zelo odvisno. Tako da to realnost, dajmo si to skreirati danes s to predstavitvijo, da boste videli, kaj nam ponujajo, kakšen marketing država z nami izvaja. Torej, sedanje osebne izkaznice, lahko vržemo v smeti. Itak že tisti, ki nimate veljavnih, in tistim, ki ste potekali, je država rekla, sej tudi veljajo, edin čez mejo ne morete z njimi. Država je začela izdajati te izkaznice, ki jih imamo, ki smo jih do zdaj imeli, oziroma jih še imamo, vse od takrat pa niso bile spremenjene ali varnostno nadgrajene. In zdaj, lejte, pretečene izkaznice rečejo, lahko uporabljate do konca marca 2022. Če želite, seveda jih lahko. In uveljavljanje biometrične osebne izkaznice temelji na posebnem zakonu o osebni izkaznici, ki so ga sprejeli v Državnem zboru, v zakonu o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, to je zakon, ki so ga sprejeli lani v Državnem zboru, brez glasu proti. A je bila sploh kakšna javna razprava o tem? Poglejte, jaz tukaj vidite mojo roko, tukaj vidite telefon in jaz bom poskušal to zdaj zavrteti. Ok, bomo poskušali ugotoviti identifikacijo, digitalno identifikacijo iz osebne, ki je stara, ki je pretekla, ki nima čipa in kaj nam javi naš program Get Started. Tukaj imamo dve možnosti, ponovno gremo na osebno izkaznico. Preberemo, to je moja stara osebna izkaznica, jo preberemo in pravi, da nima čipa. Ok, stara izkaznica nima čipa, a veste, da program to vidi? To se pravi, da vidi tudi, ima čip ali nima čipa. A ne? Vsakemu državljanu, gledajte, ki se bo odločil in bo zaprosil, do 18. leta starosti bodo vzeli 2 prstna odtisa. 2 prstna odtisa boste dali in to je v bistvu odlitek, en del vaše osebnosti. In edina novost, ki bo pri osebni izkaznici, bo veljala 1 leto, seveda, če boste imeli neke poškodbe na roki ali kakor drugače, da se to zaceli za 1 leto, po 1 letu boste pa lahko
ponovno zaprosili za osebno izkaznico, ker bo takrat telo toliko zaceljeno, da bo potem za 10 let veljala tista brazgotina, ki se bo na prstnih odtisih pojavila. A ne? To se pravi, Republika Slovenija, DOO, jaz rečem tako, Ministrstvo za notranje zadeve, filijala Republike Slovenije, a ne, bo dala ponudbo svojim državljanom nove osebne izkaznice z biometričnimi podatki, s podobo obraza, 2 prstna odtisa in tako naprej. Se pravi, to so zdaj stvari. Kaj vam želim danes sporočiti? Danes bi vam želel sporočiti 4 točke. Najprej se naredi pogodba. Ko se naredi pogodba in se ljudje zmenijo v državnem vrhu za biznis, kako bodo poslovali, sprejmejo zakon. In na podlagi te pogodbe ljudje zakon razumemo kot obvezo, razumemo jo kot nekaj, kar smo se sami odločili, ker so se pač tisti naši ljubljenčki, ki smo jih volili, med sabo nekaj dogovorili brez naše vednosti. Ali sploh kdo od vas pozna vsebino pogodbe, ki so jo sklenili, bomo pogledali. No in potem o varnosti biometrične osebne izkaznice, za katero so se pač menili med sabo ministrstva in zavodi. In pa na koncu, ali lahko iz te matrike gremo ven, obstaja sploh kakšna zakonita alternativa za osebno izkaznico, ki ni biometrična, za osebno izkaznico, ki ravno tako velja in z njo lahko ali tako vse urediš. To se pravi, najprej se bomo 3 stvari vprašali, seznanili z njimi, potem bomo pa našli iz tega rešitev oziroma izhod. Ok, gremo najprej k sporazumu, k pogodbi med ministrstvi in Zavodom za zavarovanje Republike Slovenije. To se pravi, na eni strani je društvo ali zavod, na drugi strani so ministrstva. In kako teče? Poglejte, ministra Hojs in Koritnik sta se pač zmenila skupaj z direktorico Mlakarjevo iz ZZZS in so 13.7.2021 skupaj podpisali sporazum. Oni so se zmenili, da bo nova osebna izkaznica. Verjetno še kakšne mednarodne pogodbe, direktive, zahteve iz Evropske unije, ker pač smo del svoje suverenosti iz 3.a člena predali našim gospodom, ki financirajo državo, in tem našim gospodom, ki si denar na veliko sposojajo, in mi moramo zdaj to skozi osebne izkaznice ali pa skozi to identiteto, kot uboge živali, ki jih psi ženejo v neki vrsti, plačati. Naj vam povem, kaj je povedal minister Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, na dan podpisa pogodbe. Pravi, da je vesel, da je prišel do trenutka, da je formaliziral sodelovanje med 2 ministrstvoma in Zavodom za zdravstveno zavarovanje. In pravi, ministrstvo za notranje zadeve je operativno zadolženo za izvedbo javnega naročila in kasneje za izdajo osebne izkaznice na upravnih enotah. Pravi tudi, da je bilo vse že pripravljeno, oni so se med sabo že vse zmenili, kdo bo izvajal to, kakšen je okvirni rok ponudbe, skratka vse je dogovorjeno, je dejal minister. Dodal pa je še, da obstoječim osebnim izkaznicam veljavnost ne bo prenehala, saj se bo nova osebna izkaznica uveljavila postopoma. Zakaj postopoma? Tukaj bom dal en primer, a veste, tukaj po Ljubljani Snaga te smetnake počasi iz centra mesta odstrani in da kontejnerje in seveda v zemljo, v luknjo. In ti moraš v bistvu na teh 3 točkah, ki so označene za 3 vrste odpadkov, seveda imeti kartico in vsak odpadek posebej plačaš, vsako vrečko posebej plačaš. Poznam primer, ker je ena starejša gospa tlele v sosednem bloku in ji soseda nesla v smeti za svojo kartico in na koncu dobila tak račun, da je okoli udaril, ker je 2-krat odpirala smetnak, dokler se ni seznanila, da z vsakim potegom to stane. Včasih smo dali v smeti, smo pa plačali pavšal in so to odpeljali. Spravi, danes imamo osebno izkaznico, ki je v fizični obliki, pa že to je preveč, ker je kontrola. To, kar pa prihaja zdaj, je pa, tako kot je že danes Dejan rekel, satanizem, v bistvu totalna kontrola. No, in s kom so podpisali Ministrstvo za notranje zadeve za biometrične izkaznice? 8.11.2021 je minister Aleš Hojs in pa Boštjan Koritnik s družbo Cetisom
z gospodom Romanom Žnidaričem, podpisali so oni vse, to so naredili pogodbo, oni so se med sabo zmenili za ogromen biznis. To niso milijoni, to gre vse v stotine milijonov denarjev za biometrične podatke obraza, za prstne odtise, za dodatne elemente, za sodobno pazite na to besedo, za sodobno poslovanje, o katerem se bomo pa kasneje pogovarjali. In pazite, osebna bo služila tudi kot zdravstvena izkaznica. In tukaj še, da jih bodo konec marca začeli izdajati. Tukaj imamo našega mladeniča, jaz mu kar rečem nadebudni mladenič, v službi seveda vseh teh primežev, Boštjana Koritnika, ki je pač figura na šahovnici. In on trdi, da gre seveda za velik korak. Zakaj gre za velik korak? Seveda, ker bo njemu padlo v žep in vsem njegovim pristašem, da gre za poenoteno poslovanje, tako za državljane, kakor tudi za tiste institucije. Že tako nič ne delajo in zdaj bi radi, da jim še mi z svojimi podatki olajšamo vso zadevo. Žalostno do konca, a ne? Že tako te od vrat do vrat pošiljajo. Zadnjič je bil na Facebooku, je bila objava in napisal en moj prijatelj, šel sem urejevati za potni list in je pisalo, da se moram prijaviti. Ko sem se prijavil, so mi na odzivniku rekli, da se ni mogoče prijaviti. Kako pa naj zdaj pridem do potnega lista? Se pravi, kdo zdaj kaj dela, kdo koga plačuje in kdo mora komu kakšno uslugo narediti, kadar prebivalec ali državljan rabi uslugo državnega organa. Tukaj potem pravi, če vidite zadnji dve besedi sta z rdečim označeni, da so seveda osebne izkaznice varne in zanesljive. In točno veste, kakšna so cepiva. Varna, zanesljiva, zdrava in tako naprej. Enaka zgodba povsod. Mediji resnični, vse zgodbe preverjene. Viktorija je rekla, da je danes dan zgodb in nekaj jih boste še slišali. Nekaj ste jih že in nekaj jih še boste. No, Koritnik dalje pravi z novo osebno izkaznico, bodo, pazite, bodo imeli, ne bomo, govori v tretji osebi množine, bodo državljani in državljanke na eni kartici vse potrebno za identifikacijo, v fizičnem kot tudi v elektronskem svetu. V fizičnem, se pravi, morajo boš pokazati, in v elektronskem, ko se boš mogel prijaviti, tako kot je mene računalnik pred 3 leti pozdravil. Tisto, kar je bilo na slika na začetku, ni fake, tista slika je resnična, vam bom potem povedal, zakaj. Prav tako pa bodo novo osebno izkaznico lahko uporabljali za elektronsko podpisovanje. Vsi, če se malo hudo bom rekel, vsi jo boste lahko uporabljali, če se boste odločili za njo, za elektronsko podpisovanje, a ne? In pravi Koritnik, s to posodobitvijo pa gremo še dlje, saj bo Republika Slovenija zdaj lahko priglasila shemo elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje in s tem državljanom omogočili nam bodo čezmejno poslovanje. Se pravi, ti, če boš hotel se priključiti v banko v Avstriji ali pa znotraj Evropske unije ali pa v eno podjetje ali nekaj kupiti, ti bojo oni omogočili, a ne, in ti bodo pomagali za čezmejno poslovanje, tako da te bo najprej, se pravi, osebna v računalnik, v tisti slot noter in se boš mogel potem pač s svojim ID, številko, prstnimi biometričnimi podatki pač prijaviti, a ne. To je v agendi do 2030. Mi smo zdaj 2022. In to so postopki, ki zahtevajo tako imenovani najvišjo raven zanesljivosti, je še izpostavil Koritnik. Se pravi, najvišji raven zanesljivosti, o tej zanesljivosti bomo govorili kasneje. Zraven se jim je pa priključilo tudi seveda tako imenovano zdravstveno zavarovanje, zavod. Dr. Tatjana Mlakar je povedala, da za zavod uspešno nadaljuje sodelovanje z državno upravo v različnih postopkih. Meni ni znano, kateri so ti različni postopki, znano mi je pa samo to, da od zdaj naprej, ko bodo te osebne izkaznice na voljo za ljudi, ki se boste za to odločili, seveda, če bo pogledal policaj, bo gledal, kje vas jetra bolijo, če bo gledal doktor, bo pogledal, katere kazni nisi plačal, a ne? Če boš prišel na upravno enoto, bodo pa pogledali vse po vrsti, a imaš avto registriran, kakšen imaš bančni račun, a si komu kaj dolžen, v kakšnih prekrških si, in bodo rekli, veste, kaj najprej morate to urediti, potem boste pa lahko naprej urejevali. Skratka, vse na enem mestu, v enem predalčku,
In prej, ko sem se pogovarjal tukaj z enim našim članom, je rekel, ja, hudirja, zakaj pa sploh rabimo potem toliko ministrstev, potem pa naj bo samo eno ministrstvo, saj če je en računalnik, ena škatla, ena baza podatkov, zakaj moramo plačevati potem državni upravi toliko ljudi, če gre za poenostavitev. Dr. Tatjana Mlakar je na dan sporazuma rekla, današnji sporazum predstavlja temelj, pazite, za uporabo nove sodobne osebne izkaznice, tudi za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe v sistemu zdravstvenega zavarovanja. A veste, kaj pomeni dokazovanje lastnosti? Ko ti eno stvar opišeš vse lastnosti. To se pravi, šlo bo za vse operacije, za vse obiske pri zdravniku, za vsako mehko točko, vsak, ki bo imel dostop do tvoje osebne izkaznice, ki se bo logiral noter, bo videl vse o tebi. Okay? To je fajn, a ni to fajn? Ja, ampak v bistvu bo to vse samo na kartici, vse to je samo vaše. Ampak ko jo nekaj moraš vtakniti, je pa v bistvu se odkrije, nastane, kako temu reče v Svetem pismu, razodetje, a ne? Razodetje in potem si ti razsvetljen in veš, kaj s tem človekom početi. To se pravi, gledajte, na podoben način kot s kartico zdravstvenega zavarovanja, s tem, da zdaj se je nekaj zapletlo, čipov ni, nekih dogovorov še ni, to bo počasen proces, počasno nas bodo mleli, kakor z maskami, kakor s cepivi, tako, malo postopoma, dokler se pač vsi ne uklonijo. Lejte, predlog predpisa, potem, ko so pogodbo naredili, se pravi, zdaj pogodba je narejena, fantje so se zmenili, CETIS je tle, zavod je tle, 2 ministrstva so tle, seveda ostali so itak vsi zraven, bomo videli kako. Ampak kdo je predlagal potem zakon? To nismo ljudje predlagali, da bi nam bilo lepše. To je predlagal, se pravi, lejte, tle Ministrstvo za javno upravo je to predlagalo. To so predlagali oni za naše dobro, za naše lažje poslovanje. No, in ko so to predlagali, zdaj smo pri točki 2, lejte, so predlagali zakon, bilo je nekaj debat o tem, nekaj so se pogovarjali, informacijski pooblaščenec je par stvari na opozoril, ampak to je šlo vse mimo, jasno. 7.8.2021 je ta zakon začel veljati in jim, tako so oni rekli, sami so si zakon napisali in zdaj njim omogoča izdajo osebne izkaznice. Vi pa za to zaprosite. Oni so si sami vzeli blagoslov, pooblastila, sami sebi so biznis zrihtali, mi bomo pa zdaj to plačevali. In če tega ne boš imel, ne boš mogel ni tega, ne onga, ni tretjega. Ampak, kot bomo videli, se to vse da urediti. Ne? To se pravi, zdaj zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja v Uradnem listu, ZDU 1M, so oni to sami sebi lepo sprejeli. Z marcem 2022 nove osebne izkaznice za 29 evrov. Ljudje, super, malo bomo čakali, jaz sem malo pogledal tudi, koliko je zdaj na upravni enoti treba čakati, 29 dni od naročila. Začetek izdaje, za vse tiste, ki ste navdušenci, a ne, biometrične osebne izkaznice se bodo začele izdajati 28. marca 2022, to je tudi prvi možni dan, ko lahko državljan vloži vlogo za izdajo biometrične izkaznice. In seveda nas potolažijo, da do sedaj veljavnih osebnih izkaznic ni treba zamenjati. Vse obstoječe osebne izkaznice se lahko uporabijo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo, pazite, po dopolnjenem 70. letu. A mislite, da so ljudje po 70. letu svobodni, a? Ne rabijo več osebne, wow, super, kaj pa zdaj? Dobro. Aleš Hojs pravi, kdaj nova zdravstva, to jih skrbi. Skrbi jih zelo za naše zdravje in to ne skrbi Zavoda za zdravje republike, ne skrbi zdravnikom, ampak policista, ministra za notranje zadeve, to se pravi, poglejte, mi smo pod policijskim nadzorom, to je neverjetno. In tako pravi, tudi pri povezavi osebne izkaznice s kartico zdravstvenega zavarovanja se po njegovih besedah še treba uskladiti z zavodom. Ne bom dalje bral, ampak skratka, kolikor sem spremljal medije, kadar sem jih spremljal za televizijo, itak več ne gledam, vsak večer je bil Hojs in ga je skrbelo, kdo ima masko, kdo nima maske, kdo ima distance, kdo nima distance, ki je najmanj za to odgovoren. Prisegajo svoja pooblastila, mešajo svoje oblastila, tako ministrstva kot pristojni organi, nihče več ne ve, kdo mora kaj početi, vse je premešan, vse je zmešan in to se tudi tukaj odraža in se vidi.
da se kljub pogodbi ne znajo zmeniti. Katera zakonodaja se dotika, prej smo govorili e-poslovanje od koritnika, da bo lažje poslovati. E-poslovanje ureja različna zakonodaja, splošna pravila so opredeljena v zakonu o elektronskem poslovanju in o elektronskem podpisu. Največ ročno. Elektronski podpis so pa ene kode, ki odražajo tvoje biometrične podatke. In v zakonu eIDAS, to je uredba o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Pazite, zdaj pa smo pri banki. Poslovanje z računi ureja ZDDV, zakon o varstvu dokumentarnega oziroma na dodano vrednost, se pravi davki, vse se bo vedel, si plačal, nisi plačal. In če nisi plačal, tudi v računalnik ne boš mogel pogledati, ker te bo najprej pogledal, imaš davek plačan. Hrambo elektronskih dokumentov opredeljuje zakon ZVDAGA, zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, se pravi, vse se arhivira, da ne boste mislili, da kak podatek pobegne. Vse se arhivira, vse se shrani, kapacitet je dovolj in več je podatkov, lažje je narediti algoritem, kako te premagati, kako te zbiti na tla oziroma kako te obvladati. In še na koncu poslovanje s proračunskimi uporabniki, ureja pa zakon o upravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Kdo so proračunski uporabniki? Tisti, ki nam morajo zadeve servisirati, in tudi to ne uide, ampak žal je tako. Zdaj pa gremo naprej, kaj sploh je biometrija. Kaj trdijo, da je biometrija? Biometrija je, veste, tehnologija. Biometrija je tehnologija, ki ponuja eno največjih ravni varnosti osebnih podatkov. Jaz rečem tako, dokler so osebni podatki na mojem prstu, dokler je denarnica v mojem žepu in dokler so moje oči v moji glavi in dokler je moja slina v mojih ustih, je varna. Ok, ampak, ko pa pride to v tehnologijo, v uporabno tehnologijo, takrat pa država reče, to je ena največjih ravni varnosti osebnih podatkov. Poznamo iz pametnih telefonov, kjer prstne odtise prepoznavo obraza uporabljamo za odklepanje telefona, naprimer. Tehnologija se seli tudi zdaj v osebno identifikacijo slovenskih državljanov s pomočjo nove osebne izkaznice. Ne samo slovenskih, ker so odzunaj, to se uporablja že več kot 10 let, ta tehnologija, ampak to se širi počasi, neopazno. Nova osebna izkaznica bo namreč dokument, na katerem bodo odslej shranjeni tudi biometrični podatki. No, tukaj od spodaj sem dal link, kdor bo želel, mu bom potem seveda lahko to prezentacijo tudi posredoval. Ni glih majhna, okoli 80-90 mega, jo bom dal na Google Drive, pa vam bom dal link, pa si jo boste lahko sneli. Ampak tukaj, gledajte, na tem linku, varstvo osebnih podatkov, spet brez zobi tiger, informacijski pooblaščenec, ki lahko samo opozarja na nepravilnosti, nima pa nobene moči, da bi te stvari sam urejeval. To je podobno kot pri varuhu človekovih pravic, vi se tja pritožite, on ugotovi in potem nese knjigo v državni zbor, kva so počeli in se nič ne spremeni. To je brez zobi tiger. Iluzija, zavajanje, laž, mrzlo, hladno upanje. Sramota za državo in za vse te laži. Organizirani so dobro. Ja, morajo ti neki ponuditi zastonj, da se ti lahko pritožiš, zato da si miren, da te umiri, ne? Točka 3. Varnost. No, poglejmo varnost biometrične osebne izkaznice. Zdaj smo si nekako pogledali, kako je to nastalo, kako si vzamejo vso pravico, oni se med sabo zmenijo, smo rekli, pogodba je, denarja bo dosti, zato ker bomo to vse plačali. Ni problem. In kako je pa z varnostjo? Prej smo slišali, da so varne in zanesljive. Da je to brez problema in ljudje božji navali narode. Da boste vi nam olajšali poslovanje in sebi. Vtakno boš not in ne boš rabo 5 kartic sabo, lažja denarnica, nobenega denarja, nobenih kartic, skratka eno in to je to. Dokler ti je ne vgradijo v kožo, ne? Ok. Gremo tukaj naprej. Lejte, sodobne tehnologije so v vsakdanje življenje vnesle izjemno preprostost obdelave podatkov, posebej tistih, ki so shranjeni v elektronski obliki. Jaz se strinjam s tem, ko gre za podatke, ki jih potrebujem pri svojem delu, ko gre pa za mojo osebo, za moje življenje,
ko gre za moje biopodatke, sem pa silno senzibilen. To pomeni, da so v vsakdanje življenje posameznikov vnesle tudi nevarnost, da je možno osebne podatke hitreje in lažje zlorabiti in jih ob pravi kombinaciji narediti enostavno uporabne za krajo identitete, da se nekdo drug predstavi, kot da si to ti. To je kraja identitete. Veste, to je zelo huda stvar, namreč ti geslo lahko menjaš, če imaš geslo, ne moreš pa menjati svoje kože, pa svojih oči, pa svoje sline, ne moreš menjati. Kako boš brisal podatke, ko ti nekdo ukrade identiteto in te naredi za kriminalca? Veste, med prebivalci ZDA po nekaterih podatkih strah številka 1 niso več teroristični napadi, to kar je bilo pač 9/11, a ne, pač pa kraje identitete. Tudi prebivalci Evropske unije nismo imuni na zlorabo osebnih podatkov kljub dokaj strogi zakonski ureditvi, ampak jaz še vedno pravim, zakonska ureditev je samo pesek v oči, v zakonih vse lepo piše, pa kaj meni pomaga, če je varnostna služba na Ministrstvu za notranje zadeve sedi človek, ki je odgovoren za to, gre čez 3 vhode s tisto svojo kartico, dela in gre domov, ampak vmes mu nekdo naroči, da rab neke podatke in te podatke ukrade, te podatke si prisvoji, jih odnese ven, nihče o tem nič ne ve, jih da tretji osebi in kako bo kdo vedel, kje je ta človek to dobil. Tako da nikomor ne zaupam. Sploh pa ne tistemu, ki trobezlja varnost, učinkovitost in ne vem kaj še vse. Kar se zlorab tiče, je to zelo velik strah. V ZDA se je pokazal, kjer to uporabljajo že 11 in več let. Intenzivno. Vendar na noben zakon ne more nadomestiti tistega, kar je pri varovanju osebnih podatkov najpomembnejše. Zavedanje prav vsakega posameznika o pomembnosti lastnih osebnih podatkov. Ljudje, ko se boste zavedali, kaj so osebni podatki in če sami za to ne bomo poskrbeli, za zadostno zavarovanje, potem itak smo tarče tatovna, vse pa ti ukrade kolo, pa ti ukrade, dobro, če ti katera nasmeh ukrade, je to ok, ampak ko ti ukradejo avto, ko ti ukradejo stanovanje in država, veste, kaj dela zdajle? Rubi na vseh koncih, prav sistem imajo narejen, kako te spravijo najprej v dolg, potem v obrestni dolg, potem v tak dolg, da če si lastnik česarkoli, ti to požrejo. Če še tega nimaš, pridejo pa raziskovati, kje bi pa lahko še kakšne gate vzeli, pa še kakšen PC ali pa še neki. Skratka, ni konca, ni kraja. Ljudje nimajo za živeti, ljudje se skrivajo, bežijo, zato ker jih država, jaz ne bom rekel država, saj to je nek virtualen pojem, to je laž, ne, ampak hudobni ljudje, ki so nenasitni, ki so v sistemu, ki jih mi plačujemo, te kriminalce, in ti kriminalci nam kradejo in govorijo o varnosti osebnih podatkov. Na Fursu, na državni upravi, kjerokoli že vzameš, povsod kradejo osebne podatke in preko sodišč in preko rubežnikov nas osiromaši celo nacijo. Dvojni umor, ki se je zgodil. Ja, no, dvojni umor, ki se je zgodil, no, tako. Ok, gremo malo naprej pogledati zakon o biometričnih podatkih, ki smo rekli, da obstaja v Evropski uniji, seveda je lepo napisano in sicer to je 78. člen zakona o varstvu osebnih podatkov. Z obdelavo biometričnih značilnosti se ugotavljajo ali primerjajo lastnosti posameznika tako, da se izvrši njegova identifikacija oziroma preveri njegova identiteta. V nadaljnjem besedilu biometrijski ukrepi pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Ok, a ste kdaj razmišljali, kaj je identično, kaj je identiteta? A mislite, da je tist prstni odtis moja identiteta? A da je tista številka, kjer je napisan moj rojstni datum, da je to moja identiteta? Ali pa uradni fotograf, ki po črtni kodi pošlje prek interneta v upravno enoto fotografijo, za katero plačam XYZ, itak so vsi ti fotografi in to vse to povezan med sabo. Biznis teče, seveda. In zdaj oni pošljajo mene preko žic, mojo identiteto, kar prek interneta v upravno enoto pošlje mene, pošlje skozi žice tja in to je zdaj identično. Ljudje, dajte se malo zamisliti, kaj je identiteta. O tem bomo mogoče še govorili. Kaj je identično, kaj ni identično in kaj je prevara. To se pravi, ko ti nekdo reče, ali imaš identifikacijski dokument,
A se boš dal zdaj ti na fotokopirc, na skener in mu boš dal človeku drugega samega sebe, ker to bi moglo biti identično, da se jaz kloniram. Pa že to je klon, že to ni več identično, ampak sta dve entiteti. Razmišljajte, dal sem vam nekaj smernic. Kaj sploh je identično, kaj je identiteta? To, o čemer tle pišejo, zagotovo ni. Zakon o biometričnih podatkih v 79. členu o ukrepih v javnem sektorju, pazite, kako so šli. Najprej dajo v javni sektor, da ti ne moreš reči, ja, se oni v službah, oni se pa tega ne držijo, potem prenesejo pa to na civilne ljudi. Ker zakon kot tak je pisan samo za državno upravo, za nas ljudi velja ustava, naravno pravo. In ti ljudje morajo služiti nam, da bi pa lahko dobro služili, nas ne varali, okolj prenašali, lagali, delali prisilo nad nami, kradli. Zato je zakon, zato je kazenski zakonik narejen, ki mora biti v skladu z ustavo. Zato je narejen obligacijski zakonik, ampak obligacijski je civilno pravo, pustimo, a ne? Je pa najvišja pravna oblika seveda pogodba. Zdaj boste razumeli, zakaj so najprej naredili pogodbo. Pogodba je civilno-pravna zadeva, oni so se med sabo zmenili in pogodba je alfa in omega. No contract, no case, no body, no crime. Se pravi, če pogodbe ni, zadeve ni, ne obstaja. No in zdaj, naredili so pogodbo, iz pogodbe so naredili kar zakon, so kar te obveznosti na vse nas prenesli in zdaj smo tukaj, kjer smo, zakon o biometričnih podatkih. In pravi, biometrijske ukrepe v javnem sektorju se lahko določi le z zakonom, če je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za zavarovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Sredstva so zelo mila, a ne? To se pravi, to je takšna latovščina, to je takšna dikcija, ki kar boli. Že tako jih plačujemo in zdaj se oni še varujejo. Ok, dobro. Točka 2, zakon. Ne glede na prejšnji odstavek se biometrijske ukrepe lahko določiš z zakonom, če gre za izpolnjevanje obveznosti iz obvezujoče mednarodne pogodbe ali za identifikacijo posameznikov pri prehajanju državnih meja. Se pravi, ne glede na prejšnji odstavek, kar pozabite ga, a ne, se biometrijske ukrepe lahko določi z zakonom, so oni si kar dajo dovoljenje, da se to lahko določi, kar napišejo, gledajte, se lahko določi. Vzamejo si pooblastila in to se lahko določi na podlagi česa, ker so se že prej z mednarodnimi pogodbami zmenili. Dve državi sta se zmenili, neki so podpisali in spet je pogodba pred zakonom. Ne? Se pravi, oni najprej naredijo pogodbo, potem se pa to določi. In na koga ta določila letijo? Za identifikacijo posameznikov pri prehajanju državnih mej. In pol od tebe na meji zahteva QR kodo. On carinik, on policist blage veze nima, on je tam, posluša navodila, krši pravila, krši človekove pravice, od tebe nekaj zahteva. Poslušajte, noben ptič, ki leti iz Avstrije na Madžarsko, ne rabi potnega lista, niti ga ne zebe, ne rabi kape, ne aviona, niti topa, da bi streljal. Narava je narejena tako, da smo mi svobodna bitja, mi se gibljemo svobodno. In ta matrica, ki nam jo postavljajo, če boste v to verjeli, se vam bo to zgodilo. Lejte, pišejo nam latovščino zakone in pol rečemo, ja, zakon, ok, zakon, konc zgodbe, jaz moram bogat. Noben ne razmišlja 2 minuti naprej, kaj sporočajo. Zdaj pa naprej. Poglejte, ker v Sloveniji še ni osebne izkaznice, sem jaz vzel za primer eno tujo osebno izkaznico, ki ima čip z biometričnimi podatki. Podrobnosti o bioloških podatkih, ki so skrite v številki, pazite, ne ko ti vtakneš noter, da ti prebere čip, ampak je skrito že v samem zapisu. V številki ID kartice boste lahko tudi sami preverjali s pogledom na številko. A veste, kaj se vse vidi? Tukaj so, gledajte, tukaj sicer tole arabsk piše, ne? Ampak tukaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lastnosti. Iz ene številke boste lahko razbrali. To se pravi, prva številka pomeni, iz katere države si, druga številka iz katerega okraja, tretja številka iz katerega mesta. Potem tukaj ali si moški ali si ženska, potem tukaj družinski člani in še ne vem kaj, in potem ali si zaposlen ali si brezposeln, in skratka vse to je v tej številki noter zapisano, ko si daš to dela. No? Tako da, kaj nas čaka samo na prvi pogled. Gremo naprej. To je tako imenovana 13-mestna številka CNIC.
In kako se to preveri? Morda, ko bodo izkaznice izdane, ko nam bodo na voljo, bomo probali to malo dešifrirati, zato ker oni so si to že vse v pogodbah določili, kaj pomeni. Ta osebna, predstavljena tuja osebna izkaznica pa pravi, da te številke nikakor ni naključje. Saj tudi veste, EMŠO, kako je sestavljena, ne? Je rojstni datum, pa je mesec, pa je letnica, pa je oznaka za moškega in ženske in vrstni red, kater pač po vrsti si tisto leto rojen in še kontrolna številka, ne? Tako, ampak to so zdaj 13-mestne številke, ki niso naključne, namesto tega imajo te številke veliko skritih informacij. Tako lahko izveste in poveste veliko podrobnosti o nosilcu te številke samo iz CNIC. In ta postopek seveda so ljudem razkrili, država v tem seveda ni bila najbolj vesela. Identiteta, to je pakistanska kartica, malo ljudi se za to zanima. Ljudje imajo probleme, država ti naredi probleme, zato da se s takimi stvarmi ne ukvarjaš, ker to imajo samo oni do tega dostop. In kako zdaj to zgleda naprej? Lejte, kaj lahko s to številko se naredi? Preverka preko SMS-a. No, zdaj boste vi imeli biometrično izkaznico in boste lahko, tukaj to že funkcionira v Pakistanu, napišeš 13-mestno številko na telefonsko številko prek svojega mobitela, seveda brez imena, samo številko. In v trenutku dobiš na svojo mobilno številko odgovor iz sistema, kateremu imenu ta številka pripada. Kajti, če se ta številka pa ime ne pokrije, ta pomeni, da je osebna izkaznica ni prava. Ja, seveda. Potem obstaja pa še ena telefonska številka, ki je namenjena za takojšnjo prijavo sumljive osebe policiji oziroma organom pregona. To se pravi, ti si prišel v hotel, mu se boš zdel sumljiv in on bo preverjal in bo namesto uno številko, da preverja tvoje ime, bo kar policiji javil ali pa organom pregona, ali skratka. To se pravi, nekdo te bo samo malo po stran pogledal ali pa ti njega in če mu daš osebno izkaznico, voilà, tukaj smo, a ne? To se pravi, Nacionalni organ za registracijo baze podatkov Pakistan je uvedel preverjanje številke prek storitve SMS. Z začetkom te storitve je težko kdorkoli skril svoje ime ali spremenil osebno izkaznico. To je zelo uporabna storitev, pravijo. Uporabljajo lahko vsi pakistanski navdušenci za preverjanje poverilnic, vaših poslovnih partnerjev, zaposlenih in hišnih pomočnic, da ne govorimo o čem drugem. To storitev pa zelo uporabna za policijo, druge organe pregona za odkrivanje goljufov in kriminalcev. Se pravi, ko enkrat vi imate osebno izkaznico zraven, veste, milijon, ko jo enkrat imate, potem šele se stvari začnejo odvijati, zato ker vam nihče ne bo povedal, kaj se skriva v ozadju. Zdaj, kakšne so možnosti zlorabe kraje osebnih podatkov? Poglejte, pri informacijskem pooblaščencu, jaz sem na njih zelo ponosen, ker pač povejo tako, kot je, marsikdo se ne strinja, se počuti nelagodno, ker je ujet na laži od državnih uradnikov, ki to počnejo. Uvajanje novih dokumentov so opozorili, da uporaba biometrijskih ukrepov tako pozitivne kot negativne plati odraža. Biometrični so večinoma trajni enolični identifikatorji, katerih zbiranje in uporaba morata biti strogo regulirana. Dvomim, da je to zdaj tle strogo regulirano, ker je to novo za Slovenijo. Povem vam samo iz svoje izkušnje, jaz imam biometrično izkaznico 5 let, ampak o tem pred 5 leti nisem razmišljal na ta način, kot razmišljam zdaj. Takrat še nisem bil tako zbujen, kot sem zdaj. Želel sem si olajšan posel. Potem vam bom pokazal na videu grozovito stvar, kaj se zgodi s to biometrično izkaznico. Informacijski pooblaščenec pričakuje, da bo uvajanje biometričnih osebnih izkaznic potekalo skladno z evropsko zakonodajo. Pazite, pričakuje. Niti ne zahteva, niti ne nalaga, ampak pričakuje. Zelo lepo se izražajo. Zdaj smo pa tle. Jaz vam bom zdaj le pokazal. Na začetku ste videli video z mojim istim telefonom, posneto včeraj. Pomagal mi je sine, je to lepo posnel, z drugim telefonom čez. Prej na stari osebni izkaznici telefon ni prepoznal čipa, zdaj pa poglejmo, kaj se zdaj le zgodi, če tukaj damo ta video. Ok, imamo v rokah pač navaden telefon,
predhodno smo si naložili aplikacijo, ki se imenuje ID, a ne? To se pravi ID, Read ID Me. Tako, Get Started, in tukaj nam ponudi dve možnosti. Potni list ali pa osebno izkaznico. Ok, gremo zaenkrat osebno izkaznico. Se pravi, osebno izkaznico je treba prebrati tele črtkane črte. Evo, to bomo naredili takole. Zadeva je prebrana. In tukaj seveda so kratka navodila, kako se postavi mobitel na osebno izkaznico. To je znak, da je osebna izkaznica digitalna. In tako se postavi gor, no pa dajmo postaviti osebno izkaznico na čip. Kaj se zgodi? V trenutku prebere vse podatke od osebe in pa seveda vse varnostne podatke od osebe iz osebne izkaznice, ki je stara 5 let. Tako. S temi podatki se lahko počne karkoli. Tukaj si lahko preberete, da je aplikacija za preverjanje osebnih podatkov in tako naprej. Hvala lepa. No, zdaj si predstavljajte, da vam kdo odtuji vašo osebno izkaznico in se namesto vas priključi v računalnik. Da ne govorimo o drugih stvareh, da ima dostop do vseh vaših biometričnih podatkov, ima dostop ali ga bo imel do vašega računalnika. Z vašo osebno izkaznico lahko počne karkoli. Lahko dviguje račun, lahko dobi kredit, lahko gre k zdravniku. Geslo na računalniku lahko vedno spremenite, biometričnih podatkov pa ne morete menjati nikoli več. In brisanje biometričnih podatkov po takem kriminalnem dejanju, kot je nekdo to vzame, lahko si mislite, kakšne težave vas v življenju čakajo. Ok, imamo... Pardon? Gremo naprej. Kraja identitete ameriškim vojakom. Glejte, to je zapis, ki sem ga jaz našel in je star 11 let. Tako vam povem, 11 let, to je bilo leta 2011. Oni so imeli biometrične svoje podatke, ameriška vojska, pač, vidite, različni vojaški poklici in Ministrstvo za obrambo naj izpusti številke socialnega zavarovanja iz osebnih izkaznic. Veste, Social Security v Ameriki je pač ena taka številka, ki ima malo drug pomen kot pri nas, ampak z njo se da pravzaprav vse urediti, če jo imaš. Če je nimaš, pač ne moreš nič urediti, ne? Prizadevanja so del širokega načrta za zaščito pripadnikov vojske in drugih imetnikov identifikacijskih kartic pred kraju identitete, so povedali uradniki. Kriminalci uporabljajo številke socialnega zavarovanja od teh vojakov za krajo identitete, kar jim omogoča, pazite, da plenijo vire, pridobivajo kredit ali ugrabijo kreditne kartice, bančne račune ali debetne kartice. Nova številka bo tako identifikacijska številka pripadnika po navodilih Ženevske konvencije. No, zdaj smo pa tle. Se pravi, v ameriški vojski, to je samo en primer, se je izkazalo, da biometrična identifikacijska kartica, takšna kot je, zelo ranljiva. Da ko enkrat, ko ti ukradejo identiteto, no way back, ne moreš priti več nazaj, pa ne moreš izbrisati podatkov več iz virtualnega sveta, pa da je ne vem kaj. Pred kratkim je bil tukaj en ameriški novinar, ki so mu ukradli osebno izkaznico in so potem s to osebno izkaznico en kriminal naredili in so človeka zaprli in pred njim je on dopovedal, dokazal, tlele, to se je zgodilo tukaj v Ljubljani, je trajalo 4 ali 5 dni, da jim je dopovedal, kdo je, pa da je po krivici zaprt, pa da so mu bila identiteta ukradena in človek nič kriv. Živ, ampak tle pri nas nimajo pojma, kako se tem streže. Pri nas pač gremo identiteto narediti, gremo osebno, to je biznis. Noben se ne vpraša, kakšne posledice bo to prineslo in kaj pomeni za prebivalce in za državljane Republike Slovenije ta zadeva. Tako da, lejte, to so hude stvari, o katerih se pogovarjamo. No, zdaj smo pri Ženevski konvenciji, zapomnite si ta izraz. Ok. Informacijski pooblaščenec daje, to je njihova brošura,
Jaz sem si to sposodil in njihovo sliko in smernice za preprečevanje kraje identitete in na to opozarja našo vlado oziroma podpisnike pogodbe oziroma državno upravo. Priročnik informacijskega pooblaščenca, ki vam bo pojasnil, na kaj morate biti pozorni, da ne postanete žrtev kraje identitete. Če ste navdušenci za tako izkaznico, seveda. Že tako je hudo. Že tako se dogajajo čudi. In tukaj od spoda je ta povezava za to brošurico, ampak tako. Nobenega razloga ni, ki bi nakazoval na to, da je Slovenija kakorkoli imuna na kraje identitete. Ne nazadnje, vsake toliko časa slišimo kakšno novico v medijih, v kateri ne gre za nič drugega kot za klasično krajo identitete, le naslovi so pogosto drugačni. Kradel je telefonske impulze. Informacijski pooblaščenec se je v praksi že srečal z nekaterimi primeri klasične kraje identitete. Kako lahko kradeš telefonske impulze? Tako, da si kupiš telefon kot druga identiteta in kličeš na račun drugega, on plačuje račun, ti pa zastonj kličeš. V eni od trgovin, drugi primer, kjer je možno blago kupiti tudi tako, da se vam strošek nakupa obračuna pri mesečnem računu za telefonijo, je neznanka s ponarejenim potnim listom prevzela identiteto druge gospe in v njenem imenu naročila in prevzela več plazma televizorjev. Gospa, katera identiteta je bila ukradena, je bila osupla, ko je prejela mesečni račun, na katerem je bilo za več tisoč evrov dolgov za blago, ki ga ni nikoli kupila. Gospa je morala v trgovini dokazovati, da ni bila ona tista, ki je kupila blago in ga odnesla. Kako naj človek dokaže, če je njegov biometrični podatek neizbrisljiv, edinstven, da on tega ni kupil? Nekaj zakonodaje imamo, dajmo si to pogledati. V 38. členu Ustave Republike Slovenije je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov ter prepovedana uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Vsakdo pa se ima pravico seznaniti z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, ter pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi. To pomeni, da je v skladu z Ustavo Republike Slovenije dovoljena tista obdelava osebnih podatkov, ki je vnaprej predvidena in določno opredeljena v posameznem zakonu. Zdaj, gledajte, mi nimamo zakona za QR kodo, ki smo ji bili pravkar priča in še vedno smo ji priča. Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov in ti reče tu QR koda notranjih osebnih podatkov. Sam pa je ne moreš prebrati z komercialnim QR readerjem, ker ima vlada svoj reader. Kaj pa jaz vem, kakšne podatke redar tamle na vhodu pošilja na NIJZ, ki sploh ni pooblaščen in ni zbiratelj osebnih podatkov in zato nima nobenih pristojnosti. Kaj delajo s temi podatki? A jim je to naročila farmacija? A jim je to naročil predsednik vlade? Kdo kupuje naše podatke, naše informacije? Kam se to odhaja? Kdo se s tem okorišča? Ponavljam, več ko je podatkov, lažje je narediti algoritem, s katerim nas obvladujejo. Zloraba osebnih podatkov kot kaznivo dejanje je označena tudi v 143. členu Kazenskega zakonika, ki določa: bodite pozorni, ker ste v situacijah, ko lahko ta člen uporabite. Prvi odstavek. Kdor uporabi osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona, ne uredbe, ne odloka, ampak zakona, ljudje božji. Morate brati, berite, zakon berite tako, kot piše, na podlagi zakona. V neskladju z namenom njihovega zbiranja ali brez osebne privolitve, na katero se osebni podatki nanašajo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. Kdorkoli je klical policijo, zato ker niste pokazali QR kode, kdorkoli je poklical varnostnika, zato ker tam enemu, ki se je spomnil, niste pokazali QR kode svojega zdravstvenega stanja, zato ker vi niste tega želeli, piše v Kazenskem zakoniku, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. Ker pa je vsa slovenska sodnija podkupljena, ker je podkupljeno pravosodje, ker je podkupljeno državno tožilstvo, ker je podkupljeno specializirano državno tožilstvo, ker je vsa državna uprava
preplačana s COVID dodatki, tako kot doktorji, ker ne moreš, no dokler QR kode ne pokažeš in je ne pokažeš svobodno, ker to ni naša želja, niti volja, niti tega nismo želeli. Si predstavljajte, kaj se bo dogajalo šele z osebno izkaznico, če nas že zdaj maltretirajo s tem papirjem, ki niti v zakonu ni sprejet. Da se ne bom preveč razburil, gremo naprej. Enako se kaznuje, kdor vdre v nepooblaščeno vstopi v računalniško vodeno zbirko podatkov z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšen oseben podatek. A veste, kdor ima dostop do te baze podatkov, kamor se shranja, to je huda zadeva. Kako pri nas delajo pokabojsko s tem, se pa ve, zato ker jaz sem bil v določenih inštitucijah in vem, kako se naslajajo določeni nad težavami, ki jih lahko povzročijo z izrabo osebnih podatkov, kakršnih koli. Ne me narobe razumeti. 2 leti sem bil tudi v spovednici, kjer sem dobival podatke, ki naj bi bili samo meni namenjeni. Potem se pa reče, greh se pove, grešnika pa ne. Ampak na podlagi lastnosti lahko ti grešnika vedno identificiraš. Tako da, ljudje božji, to, kar nam pripravljajo, je pekel. Dalje, kdor na svetovnem medmrežju objavi ali omogoči drugemu objavo osebnega podatka, osebnih podatkov, žrtev kaznivih dejanj in tako naprej, to si boste lahko sami prebrali, gremo naprej. Kdor prevzame identiteto druge osebe, no, tale je pa 4. odstavek pomemben, in pod njenim imenom izkorišča njene pravice, si na njen račun pridobiva premoženjsko korist ali prizadene njeno osebno dostojanstvo, se kaznuje z zaporom od 3 mesecev do 3 let. Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov 1, 2, 3 in 4 tega člena uradna oseba, zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic se kaznuje z zaporom do 5 let. Vsak policist, ki vam je napisal kazen ali vas obravnaval, da ste kršili javni red, ker niste pokazali QR kode, v bistvu so naredili tako kretnico in človeka čist preusmerijo na neko drugo krivdo, baza je pa to, a ne? Lejte, kdor prevzame identiteto druge osebe, so prevzeli pravzaprav tako, da so ti naložili eno drugo kazen. Eno drugo krivdo so ti nabili. Tukaj pa ti nisi dal osebne privolitve iz 1. člena, da ne želiš tega kazati. Tako da uradne osebe tle so čisti fiasko. Tukaj se točno vidi, da je to vse namišljeno. Pregon iz 3. odstavka tega člena se začne na predlog. Kaj pomeni predlog? Predlog pomeni, da moraš ti sam podati na državno tožilstvo, na sodišče, na policijo prijavo. Iz 1., 2., 4. in 5. člena gre pa, se pravi, samodejno po uradni dolžnosti. Ne na predlog, ampak po uradni dolžnosti. Zdaj ta uradna dolžnost je pa spet vprašljiva, ker koliko so vestni tožilci ali pa specializirani državni tožilci, je pa drugo vprašanje. Pa koliko je hitra tle policija, ker preden odkrijejo storilca, če ga sploh odkrijejo, se tebi življenje sesuje v prah. Ne? Predstavljajte si zdaj, da ste brez tega enega dokumenta, ker dobro, včasih, zdaj, če si imel prometno, pa vozniško, pa zdravstveno in potni list 4-5 dokumentov skupaj, si lahko pač nekako kompenziral iz enega dokumenta drugega. Ne? Če si rabo denar, si imel neke gotovine v žepu, si imel bančno kartico, lahko si se identificiral, lahko si neke kombinacije udaril. Zdaj pa, ko bo to, biometrični podatek bo vezan, veste, tudi na banko. In ko boš prišel na bankomat, bojo rekli, nimaš plačanih vseh kazni, ne moreš denarja dvigati, ne moreš jesti, ti moraš najprej tam, kaj pa če nimaš? Ne? Gotovine ne bo. A si predstavljate, da gotovine ni? Recimo, ne? A imate malo domišljije, kam to pelje? Ok, gremo naprej, dobro. Če se vam odtuji identiteta, kakšna je stvar čiščenja? Čiščenje pokraj identitete je maraton. Leta in leta, da se to izčisti. To ni sprint, zato pripravite svojo pamet, ljudje božji. Tukaj danes vam povem, 10 dni pred izdajo, začetkom izdaje biometrične osebne izkaznice, za katero so si pogodbe sami naredili, zakon sami sprejeli, vse so se med seboj zmenili, mi bomo pa zdaj to kar sprejeli, kakor bojo rekli, pa ne moreš, brez osebne zdaj ne moreš tega in nam bojo spet pogojevali. Banka, zdravstvo, davčna,
se ponavlja. Samo na drugi način. Ne? Pri kraji identitete poznamo več vrst napadov. Dobro je, da se malo s tem seznanimo. Glede na osebo, ki izvaja napad, lahko izvaja pooblaščena ali pa nepooblaščena oseba. Glede na to, ali so podatki ukradeni iz podatkovne zbirke ali med potekom po omrežju, neposredni napad na shrambo podatkov ali medij za prenos podatkov, obstaja pa tudi možnost kraje podatkov pri skeniranju dokumentov in iz analogne v digitalno obliko. Se pravi, že ko priješ v banko, že ko priješ tja, ki daš dokument, ali ti ga skenira, ali ti ga vtakne, ti že lahko skopira te podatke, ne veš kam. Ne? Zdaj, take absolutne varnosti nikjer in nikoli ni. Glede na motiv, finančna kraja identitete, kriminalna kraja identitete in prevzem identitete v vsakodnevnem življenju. Glede na izbrano metodo poznamo tehnične in netehnične metode. Tako da, to je, kar se tiče kraje identitete, kar se tiče izkaznice. Zdaj smo pa pri zadnji točki. Upam, da boste imeli toliko energije, da še vztrajate. Tukaj gre za 4. točko, ali obstaja zakonita alternativa biometrični osebni izkaznici, kjer bom skušal poiskati zakonodajo, ki nam omogoča, da se lahko temu ognemo. No, to je pa zdaj tisti ključni del. Kaj je sploh osebni dokument? Poglejte, tukaj noter so ključne stvari skrite. Osebni dokument je uradni dokument namenjen dokazovanju osebne, spet smo tle, istovetnosti identitete, kar ni res. Kar ni res. Izraz se pogosto uporablja v vsakdanjem življenju, vendar pa zakonodaja tega pojma ne definira. Zakaj ne? Zato, ker ni res in ga ne more definirati. Zakonodaja sploh ne definira tega dokumenta in ljudje tega sploh ne vedo. V bistvu gre za javne listine, ki so opremljene s fotografijo in jih je izdelal državni organ. Osebna izkaznica, potna listina, obmejna prepustnica, vozniško in tako naprej. Ta mora vsebovati kaj? Poglejte, kaj mora vsebovati. Osnovne podatke, kot so ime, priimek, dobro, EMŠO, ker so si ga pač tako naredili, datum in kraj rojstva, kraj bivanja in sliko osebe ter identifikacijo dokumenta in ustanove, ki ga je izdala. Identifikacijo dokumenta ustanove pomeni štempelj ustanove in podpis uradne osebe. A ne? Dokument ne velja kot osebni dokument, če ne vsebuje teh osnovnih informacij. Pravi slika, ime, priimek, podpis, rojstni datum, tukaj rečejo še EMŠO, pa morda še kaj. In to je dokument. To zadostuje. Zadostuje, da kje stanuješ, kdaj si rojen, kako ti je ime in tako naprej. Zadostuje. Kaj pa nam vse z biometričnimi podatki noter, da se 2 ministrstva in zavod in da se vse kartoteke in vse združuje z bančnim računom, bančni sektor sploh ni omenjen, in mednarodno in čezmejno gospodarstvo in tako naprej, preko računalnikov, to je pa potem zdaj strahota. No, to, kaj je sploh osebni dokument? To se pravi minimalni zahtevki. Poglejte, Republika Slovenija, e-uprava, jaz sem malo pobrskal, a ne? Pridobite osebne izkaznice. Poglejte, kaj dajo prvi stavek. Za osebno izkaznico zaprosite sami. Nihče vas v to ne more prisiliti. Pa tega, ljudje božji, vi sploh ne veste. Vi mislite, da to morate imeti, da je to nuja. Da brez tega ne gre. Ne? Za osebno izkaznico za otroka zaprosi njegov zakonit zastopnik in potem postopki in tako naprej, skratka 8 let in vse ostale podrobnosti, ki so v zakonu, kar je do določene stvari seveda prav. Tukaj vse prav piše, ker to je državna uprava, to je zakon o splošnem upravnem postopku in to je eden najboljših zakonov v Republiki Sloveniji. Zakon o splošnem upravnem postopku in obligacijski zakonik. To sta 2 civilno-pravna zakonika. Veste kaj je? Zakon o splošnem upravnem postopku ima funkcijo AFNE. Če imate vi e-mail, imate ime, pika, priimek, pol je pa AFNA, potem pa pri katerem providerju ustanovi, tako se pravi. In ta AFNA povezuje zakon o splošnem upravnem postopku, povezuje komunikacijo med nami in med ustanovo. Ampak sodišče o zakonu o splošnem upravnem postopku noče slišati, oni si delajo svoje zakone, ministrstva si delajo svoje specialne zakone. Vedno manj slišim, da se ljudje sklicujejo na zakon o splošnem upravnem postopku, ker je eden najboljših zakonov in tudi za našo zaščito najboljši.
In tudi zdaj, ker ljudje odpuščajo, noben ne spoštuje zakona o splošnem upravnem postopku, še najmanj pa 47. člena o vročanju. Tako da delavci, ki so odpuščeni, dobijo v državnem podjetju kar na mizo, kar po e-mailu si nekaj pošiljajo, tako na hitro vse, tako se mudi, tako hitro je treba ljudi odpustiti, tako hitro jih je treba pokoriti in tako naprej. In to zdaj s to osebno izkaznico bo to zelo enostavno. Tako da zaželjte si osebno izkaznico in zaprosite za njo in seveda jo boste dobili. Kdor trka, se mu bo odprlo, kdor prosi, ta bo dobil. Skratka, svetopismo je tukaj zelo jasno. Zakon o osebni izkaznici, tudi tega sem se dotaknil. Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljanka oziroma državljan Republike Slovenije dokazuje istovetnost in državljanstvo. Istovetnosti ne, morda državljanstvo. Ker državljanstvo, veste, kaj je državljan? Državljan je človek, ki ima pravni odnos do države. Prebivalec je pač prebivalec, ampak prebivalec že nima stalnega naslova. Ne? Lahko je to žival, lahko je to pretepenc, lahko je ne vem, kdorkoli, ne? Lahko je to en ločenec, ki ga je žena nagnala iz stanovanja in izgubil stalni naslov, kdorkoli, ker tega ni malo in tako naprej. Primerov, kolikor hočete. Osebno izkaznico lahko državljan uporablja za prehod državne meje Evropske unije in šengenskega prostora ter drugih držav, ki so za to izrazile privolitev. Tako da osebna izkaznica znotraj šengenskega prostora in vsega tega se uporablja, ni pa nujno, da ravno ta osebna izkaznica, ampak piše osebna izkaznica. Okay. Potem pa seveda v 2. členu, ki je pa tudi pomemben, lahko pridobi državljan. Tukaj pravi, da je lahko pridobi samo tisti, ki ima stalen naslov. Osebno izkaznico mora imeti državljan po dopolnjenem. Mora imeti. No, zdaj smo pa tle, gledajte zakon, ne. Na državni upravi tam ti lepo rečejo, da se sam prideš in zaprosiš, tukaj pa ti že pravi, da ko bereš pa zakon, tu pa že nekaj moraš. Nič ni moraš. Zakaj moraš? Ni pa utemeljeno, a ne? Kadar nima drugega veljavnega uradnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Kdo je državni organ, a kdo sploh ve, kaj je to državni organ? Nihče mi tega ne zna definirati. Ne? Ker to so vse neke pravne osebe, je to Philips, ali je to Mercedes, ali je to državni organ, ali je to javno zdravje, vse en klinec. Nobene osebne odgovornosti ni. Gre za neke mrtve pravne osebe in mrtveci nam vladajo. Mrtveci nam vladajo in našo osebno izkaznico, od ideje, ja, naše osebne izkaznice, ki so iz plastike, se postavijo na tebe in ti kroji življenje in če ti kdo podatek ukrade, ti kroji življenje in te ne moreš več iz te matrice ven priditi. Ne? Državljan ima lahko samo eno osebno izkaznico, s tem se pa strinjam. Ima še en dokument, kar je čisto dosta, ne? Potem tukaj, da ne bom predolg, je 4. člen pristojnosti in način izdaje osebne izkaznice. Pristojni organ za izdajo osebne izkaznice je upravna enota. Ne glede na prejšnji odstavek pa sme osebno izkaznico v nujnih primerih, ko je zdravljenje, bolezen, smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, izdati ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Vlogo za izdajo osebne izkaznice vloži državljan osebno pri pristojnem organu. To se pravi, ne več tukaj ne zaprosiš, ampak to že moraš in vložiš. Ne? To je že čisto druga dikcija. In tako naprej. Zdaj pa tako, no zdaj pa gremo naprej. To se pravi, to, kar se osebne izkaznice tiče, pravi zakonodaja o osebni izkaznici. Zdaj pa tlele pogledali smo, kateri podatki morajo biti na osebni izkaznici, zdaj pa tle smo pa zdaj, gledajte datum, 30.4.19, je bil pa izdan ukaz, Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, seveda to ni brez veze narejeno, ker so vedeli, da bo vojna, ker so vedeli, da bo vse skupaj je, pač to ni ne meče zastonj z vodnim topom, a ne strelja in se ne izkazuje tam z neko pripravljenostjo in ne podarja orožja v Ukrajini, skratka. Razglašam zakon o ratifikaciji priloge 1 k dopolnilnemu protokolu k Ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov, kot je bila spremenjena 30. novembra 1993, ki ga je sprejel Državni zbor RS na seji 16. aprila 19.
govori o oboroženih spopadih, vendar, veste, mi smo v vojni, pa ta spopad je oborožen, sam ta oborožitev je virus, imamo nevidnega sovražnika, ta oborožitev je administracija, je moralna prisila, je podkupovanje, gre za druge vrste vojne, to je v bistvu vojna čist na drugem nivoju, tle ne gre več za metek, puška, dobro, na nekih primerih mogoče s tem lahko še preprečimo to, ampak gre za čist gre za drugo dimenzijo, gre za drugo vrsto vojne, a ne? In kaj pravi ta pravilnik? Glejte, tukaj pravi, da Ženevska konvencija s tem pravilnikom o identifikaciji v tej prilogi se izvajajo določbe ženevskih konvencij in protokola. Namenjen je zagotavljanju lažje identifikacije materijala, enot, prevoznih sredstev in objektov. Govorimo zdaj tukaj o ženevski identifikaciji, ne? In potem pristojne oblasti lahko ob upoštevanju ustreznih določb ženevskih konvencij in tega protokola vedno uredijo uporabo, razkazovanje, osvetlitev in tako naprej. Pristojne oblasti. Pazite na to besedo, pristojne oblasti in pa identifikacija. Tukaj noter je točno povedano v bistvu, kako naj te identifikacijske kartice izgledajo, je vse lepo napisano. Jaz sem potem tukaj izvzel tretji odstavek 2. člena, kjer pravi: stalnemu civilnemu, zdravstvenemu in verskemu osebju se nikakor ne smejo odvzeti njihove identifikacijske izkaznice. Če izgubijo izkaznico, imajo pravico do drugega izvoda. To se pravi, kdor ima identifikacijsko kartico po Ženevski konvenciji, se mu je ne sme vzeti. Če pa jo izgubi, ima pravico do drugega izvoda. Okay? In tudi druge stvari tlele pišejo še naprej, to si boste lahko kasneje sami prebrali. Zgleda pa takole, a ne, identifikacijska kartica za osebje civilne zaščite. Kaj pa je civilna zaščita? To so razna društva, to so razna združenja, gasilci, razne zveze. To je civilna zaščita, ne? Ampak to je napačen prevod, ker civil defense bi mogla biti civilna obramba, ne pa civilna zaščita. Ne? To se pravi, da se civilen človek brani pred invazijo in mi se moramo braniti. In tukaj so naredili civilna zaščita, ker pač spet na svojo stran peljejo stvari. Tako da, ok, ampak pustimo. Identifikacijska izkaznica za osebje civilne zaščite in tukaj piše, kako mora izgledati sprednja stran, zadnja stran. Ime, priimek, datum rojstva, identifikacijska številka. Imetnik te izkaznice je zaščiten po Ženevskih konvencijah z dne 12 in tako naprej, dopolnjenem protokolu in tako in o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov. Mi smo zdaj v spopadih, mi smo zdaj v vojni, vidni, nevidni, zmetki, brez, skratka, mi smo dobesedno v medijski vojni, vse en, kakršnikoli že vzameš, virtualni. In imetnik te izkaznice je zaščiten tako. Lahko datum izdaje, številka izkaznice, datum veljavnosti, potem pa imate na zadnji strani višina, oči, lasje, druga razpoznavna znamenja, orožje, če ga imaš, fotografija imetnika, žig, podpis, palčni odtis imetnika in that's it. Glejte, to je po Ženevski pogodbi, ko sem jaz prej rekel, ste si zapomnili, tam je ameriška Ministrstvo za obrambo, njihovo vojaško, so izdali potem po Ženevski konvenciji, ne več biometričnih, ampak po Ženevski konvenciji, ker je manj podatkov in tudi ni možnost kraje identitete kot taka. Kdo je odgovoren v Sloveniji za izvajanje Ženevske konvencije oziroma tega, kar smo zdaj prebrali? Poglejte, za to skrbijo Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo pristojno za okolje in prostor. Ne? Tako, zdaj gremo pa naprej. Kje je pa zdaj rešitev iz tega? Ker tle smo mi še vedno pod kapo, pod streho, moraš vse te ljudi obogati, ne? No, kaj se pa zdaj zgodi? Zdaj pa smo pri Ustavi Republike Slovenije. To pa zelo malo kdo ve in tukaj je zdaj rešitev. Lejte, nadzor državnih organov, o katerih smo ravno kar govorili, se zaključi v 144. členu Ustave Republike Slovenije. Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. Jasno, sami sebe in lokalnih skupnosti. Peka. To je državna samouprava pod A. In tukaj imamo pa zdaj B, kjer piše pa druga samouprava.
A veste, to je potem že, tle, nihče nima več pristojnosti z državnih organov in piše samouprava na področju družbenih dejavnosti. Državljani se lahko za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo. Državljanom se lahko z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Ok, zdaj smo pa že malo bližji. Se pravi, nadzora po 145. členu ni, državljani, a veste, državljan ima pravni odnos, je pokončan, ve, kaj počne, se lahko združuje in se prepusti z zakonom samoupravno urejanje posameznih zadev. Ok, zdaj pa tako, kaj državni organ v ustavi? Glejte, piše izvajanje nadzora nad primernostjo, strokovnostjo in zakonitostjo dela organov lokalne skupnosti je od 140. do 144. člena. 145. člen ni več pod nadzorom države. Kdo pa je tukaj noter? To pa je zakon o društvih. Ok? Zakon o društvih, ki ima temeljni akt ali statut, jaz temu rečem ustavo, pravne osebe zasebnega prava. Država tle noter nima vstopa. Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu, v skladu s tem zakonom. Društvo je pravna oseba zasebnega prava, je to v 2. člen, ampak tako. Društvo se ne sme ustanoviti oziroma se ne sme upravljati pridobitvene dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. Ok, to je jasen zakon. Ampak to je zakon. Na podlagi zakona ima zdaj društvo pravico se združevati in delati stvari v okviru države. Po 144. členu, a ne? Za njim. Društvo samostojno določi namen in cilj. Namen in cilje dejavnosti ter način delovanja s svojim temeljnim aktom. In mi imamo temeljni akt v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, to je statut društva Belis. Statut društva Belis, namen in cilj društva so, jaz sem označil samo nekatere. Društvo se zavzema za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe, skrbi za ozaveščanje ljudi, skozi različne prireditve, izobraževanja in kulturnega značaja opozarja na pomen kulture in znanja pri zadovoljevanju potreb prebivalcev, se ukvarja z vprašanji sobivanja ljudi, informiranje in spodbujanje k strpnosti po drugače mislečih in organiziranje prireditev izobraževalnega značaja in pa ključen stavek sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Ok. Samostojno organizacijo izobraževanja, kulturnih in drugih prireditev, da ne naštevam vsega. Se pravi, zdaj pa takole, poglejte, tukaj smo, a ne, društvo si samostojno določi namene in cilje, ki so določeni s temeljnim aktom. Temeljni akt imamo, zakon imamo in če gremo tukaj nazaj, za uveljavljanje svojih interesov se mi samoupravno združujemo in državljanom se lahko z zakonom, to se pravi, to je ta zakon, prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Zato odločno ne tej novim osebnim izkaznicam, ker gre za robotizacijo prebivalstva, sledljivost človeka, možnost zlorabe, ker bomo rekli tudi volt morate skozi osebno izkaznico, že celo vedeli bodo, na kjer knov koga sem volil. Glej, prejšnje volitve v ZDA, če se ne cepiš, ti ukinejo račun, vse pod pretvezo, dragi moji, za večjo varnost. Zdaj napovedujem v kratki bližnji prihodnosti občni zbor za izdajo veljavne osebne izkaznice iz državne pristojnosti v okviru društva za srečno življenje Belis na podlagi ženevskih predpisov. Za oddajo vloge za novo osebno izkaznico strani društva Belis po zaključenem občnem zboru članov boste potrebovali, kar sem prej povedal, tiste stvari, ki smo jih prej našteli, sliko 3x5x4x5 cm, tako in tako naprej. Z vpisom v društvo Belis boste pridobili uradno DZSŽB-ID Genova Convention Identification Card. DZSŽB pomeni Društvo za srečno življenje Belis. In s temi besedami se poslavljam in se vam zahvaljujem za pozornost. Lep vikend, lepo se imejte
In upam, da ste kakšno koristno informacijo danes od mene prejeli, če ravno je naša doktorica odpovedala, ampak je tukaj vstopil Mihael, pa je povedal nekaj koristnega za vse nas. Vse lepo pozdravljam, rad vas imam, se slišimo in smo na zvezi. Zdaj pa tako, če ima kdo v zvezi s tem, mogoče samo, dajmo še 1 minuto kakšno tehnično vprašanje, ker to moramo še predebatirati, pa naj kar pove, če ima kdo kakšno vprašanje. Od vseh, ki smo na liniji. Mihael, jaz bi imela eno, velikokrat sem ti že rekla, Mihael, ampak tole je, ti si genij. Tole je tako fantastično in rešitev za vse nas in v bistvu sem zelo vesela, se me ne vidi, sem zelo vesela, da si to domislil na tak genialen način in moram reči, da ko sem preučevala 4. industrijsko revolucijo pa družbo, mi je večkrat tam okrog 2015 pametna mesta. Kako ne boš nikamor mogel priti v pametnih mestih? To mi je bil tako nekako super je bilo vse videti, kako bo pametno, ampak to je dobesedno za domišljijo boriti, ne? Ja, ampak v bistvu nikamor ne moreš ne moreš iti na travnik, tako kot znamo mi v življenje, na delo, kamorkoli. Tako da, Mihael, bom čisto kratka. Hvala, se vidimo in upam, da že zdaj dam svoj glas, da